Lepo pozdravljeni! Začetek junija prinaša prve tople poletne dni, čeprav smo bili priča mešanemu vremenu z deževjem in soncem. Sonce zahaja kasneje in imamo več časa za druženje ter oddih. Narava je v polnem razcvetu, tempo se počasi umirja in prehaja v bolj sproščen poletni ritem. V tem času vas vabimo, da skupaj pogledamo, kaj vse se je dogajalo v preteklem tednu doma in po svetu v oddaji Splet dogodkov tedna. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil novo vlado predsednika vlade Janeza Janše. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus. Potrjenih pa je bilo 15 ministrov. Janez Janša je ob izvolitvi poudaril, da želi stabilno in učinkovito vlado, ki bo usmerjena v gospodarsko rast, zmanjšanje birokracije, decentralizacijo ter učinkovitejše delovanje države. Opozicija je med razpravo kritizirala nekatere ministrske kandidate in vsebino koalicijske pogodbe. Po glasovanju je Robert Golob uradno predal vodenje vlade Janezu Janši. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili 13.369 podpisov za začetek postopka za naknadni zakonodajni referendum. Pobudo so sprožili nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic. Nasprotujejo noveli, ki jo je državni zbor sprejel preteklo sredo, ker ukinja možnost pritožbe na ustavno sodišče zoper nezakonito ustanovljene parlamentarne preiskovalne komisije ali njihove sklepe. Menijo, da novela zmanjšuje sodno varstvo in odpira možnost političnih zlorab parlamentarnih preiskav. Za razpis referenduma morajo v 35 dneh zbrati najmanj 40.000 podpisov volivcev. V četrtek 11. junija bo začela veljati posodobljena lista tehničnih pripomočkov, na kateri je po novem skupno 54 pripomočkov. 15 pripomočkom se je zvišala vrednost, pri dveh pa se je skrajšala doba trajanja. Dodanih je bilo 7 novih tehničnih pripomočkov. Med novostmi za gluhe sta alarm z bliskavico za svetlobno opozarjanje in mikrofonski sistem za ustvarjanje sprotnih podnapisov, ki olajša spremljanje govora in komunikacijo. Za pridobitev obeh pripomočkov je pogoj več kot 80-odstotna okvara sluha po Fowlerju. Na sedežu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije oziroma AKOS je v torek 2. junija potekal posvet platforme za dostopnost senzorno oviranih oseb do avdiovizualnih medijskih storitev. Udeleženci so razpravljali o spremembah pravilnika o standardih dostopnosti, prihodnjem razvoju dostopnostnih tehnologij ter izboljšanju obveščanja v izrednih razmerah. Predstavniki invalidskih organizacij so poudarili pomen pravočasnega in razumljivega obveščanja gluhih in naglušnih, zlasti v naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Pomembno vlogo pri tem ima zagotavljanje informacij v slovenskem znakovnem jeziku. Od 3. do 4. junija 2026 je v Vili Bled potekal Blejski vodni forum, posvečen vprašanjem vode, podnebnih sprememb in trajnostnega upravljanja vodnih virov. Na forumu je bila predstavljena tudi slovenska pobuda za gluhe. Slovenija je kot prva država na svetu razvila slovar kreten v slovenskem znakovnem jeziku za področje voda in vodnega someljejstva. Projekt je prepoznala tudi Svetovna zveza gluhih, VFD, ki želi znanje o pomenu čiste pitne vode približati gluhim skupnostim po svetu. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 215 glasovi za in 208 proti sprejel simbolično resolucijo za omejitev vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v povezavi z Iranom. Resolucija nima zakonske veljave,
predstavlja pa politično sporočilo kongresa. Nekaj republikanskih poslancev je podprlo demokrate, kar kaže na manjšo enotnost znotraj republikanske stranke. Trump je odločitev ostro kritiziral in jo označil za nesmiselno ter škodljivo za pogajanja z Iranom. Izrael, Libanon in Združene države Amerike so v Washingtonu dosegli dogovor o izvajanju premirja med Izraelom in gibanjem Hezbolah. Dogovor predvideva prenehanje napadov ter umik borcev Hezbolaha iz južnega Libanona. Libanonska vojska naj bi postopoma prevzela nadzor na tem območju, ZDA pa bodo pomagale pri izvajanju dogovora. Hezbolah z dogovorom ne soglaša in zahteva popolno prekinitev ognja ter umik izraelske vojske iz Libanona. Kljub dogovoru so se napadi na jugu Libanona nadaljevali, zato ostajajo razmere na območju še naprej napete. Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hibner je postavila nov rekord, saj je v 367 zaporednih dneh pretekla 367 maratonov. S tem je presegla dosežek Hilde Dosonje, ki je leta 2024 v 366 dneh pretekla 366 maratonov. Hibnerjeva želi preteči kar 495 maratonov v 495 dneh, in obiskati več kot 2000 nemških mest. Do absolutnega rekorda pa ji še manjka, saj je Ricardo Abad med letoma 2010 in 2012 zaporedoma pretekel 607 maratonov. V Ljubljani je 30. maja potekalo državno prvenstvo gluhih v balinanju dvojic, ki ga je organiziralo Mestno društvo gluhih Ljubljana v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo 10 dvojic iz 7 društev iz vse Slovenije. V finale sta se uvrstili 2 ekipi DGN Ljubljana, kjer je ekipa DGN Ljubljana A premagala ekipo DGN Ljubljana B in osvojila naslov državnih prvakov. Tretje mesto je zasedla ekipa MDGN Auris Kranj A. Od danes do nedelje v Ljubljani potekajo 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije. Na igrah sodeluje več kot 350 športnikov z motnjami v duševnem razvoju iz vse Slovenije. Tekmovanja potekajo na več lokacijah v Ljubljani, kjer se športniki pomerijo v atletiki, plavanju, judu, namiznem tenisu, kolesarstvu in balinanju. Namen dogodka je spodbujanje športa, druženja in enakih možnosti za vse udeležence. Igre so se začele s slovesno otvoritvijo na Kongresnem trgu, zaključile pa se bodo s podelitvijo medalj v športnem parku Kodeljevo. Danes zvečer je bila premiera gledališke predstave 5 žensk v izvedbi gledališke skupine Tihe stopinje. Predstava je govorila o 5 ženskah, ki se soočajo z notranjimi stiskami in težkimi življenjskimi izkušnjami ter skozi pogovor v terapevtski skupini iščejo pot do razumevanja in nove moči. Namen predstave je opozoriti na pomen duševnega zdravja, podpore in medsebojne pomoči. V nedeljo 7. junija 2026 bo ob 10. uri v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani potekal voden ogled za gluhe in naglušne obiskovalce. Kustosinja Teja Černe bo vodila po izbranih umetninah osrednje razstave 6. mednarodnega trienala keramike Unikum 2026, na kateri sodeluje 170 razstavljavcev iz 30 držav. Razstava je mednarodno prepoznavna in namenjena širši javnosti. Brezplačno vodstvo traja približno 60 minut. Prijave za voden ogled sprejema kustosinja Teja Černe po e-pošti teja.cerne@nms.si ali na telefonski številki 070 184 827. V sredo 10. junija ob 18. uri bo v galeriji Škuc potekal voden ogled razstave Friends with Benefits s kuratorkami in tolmačko za slovenski znakovni jezik.
Razstava predstavlja delo umetniških kolektivov Ili, Bravo in Dilema ter raziskuje pomen prijateljstva, podpore in sodelovanja v umetniškem ustvarjanju. Ogled je prilagojen gluhim in naglušnim obiskovalcem. Zvečer in ponoči bo še možna kakšna ploha. Proti jutru se bo vreme izboljšalo, po nižinah pa bo megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z nekaj oblačnosti. Možna bo še kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno sončno in suho. Topleje bo. Kretnja tega tedna je vinjeta. Kreta se takole. Vinjeta je dovoljenje za vožnjo po avtocesti in hitri cesti. Danes uporabljamo e-vinjeto, ki je digitalna in je povezana z registrsko številko vozila, zato je ni treba lepiti na avtomobil. Ker te dni več kot 345.000 e-vinjetam poteče veljavnost, Dars opozarja na previdnost pri nakupu nove e-vinjete. Na spletu se namreč pojavljajo nepooblaščeni prodajalci, ki prek zavajajočih spletnih strani zaračunavajo dodatne stroške ali pa kupcem sploh ne zagotovijo veljavne e-vinjete. Zato je priporočljivo e-vinjeto kupiti le pri uradnih prodajalcih. S tem smo prišli do konca današnje oddaje Splet dogodkov tedna. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam prijeten in sončen konec tedna, poln lepih trenutkov, sprostitve in dobre družbe. Se vidimo znova prihodnji teden. Nasvidenje.